Čudež je dejstvo, da je 39-letni Slovenec Patrik Jagonič preživel zasutje plazu na severu Norveške, opisal norveški reševalec. Kar 7 ur je bil pred tednom dni zasut 2 metra pod snegom in si najprej z enim, nato pa z 2 prstoma odstranjeval sneg okoli sebe, da je ustvaril zračni žep in se dokopal do telefona, da je lahko poklical reševalce. Trajalo je, da ga je reševalni pes Viski zavohal in da so ga odkopali. Plaz je pred tednom dni zasut 3 Slovence. 2 sta preživela, 50-letnica pa je še vedno pogrešana. Medtem je Patrik Jagonič že doma in v našem studiu. Dober večer. Dober večer. Pred tednom dni ste bili takle čas zasuti pod 2 metroma snega. Danes sedite tukaj z nami v studiu z nekaj polomljenimi rebri, a živi. Tako je. Živ, fizično malo polomljen, psihično z veliko mešanimi občutki. Po eni strani zelo vesel in hvaležen, da sem lahko tukaj danes z vami, po drugi strani pa seveda nažalost se z naše odprave nismo vrnili vsi člani zaenkrat še. Tako da ja, en vrtiljak čustev v zadnjem tednu, ki je bil res variral v ekstreme, bom tako rekel. No. In kdaj vam je bilo pod snegom najtežje? Najtežje je bilo v bistvu v vseh momentih, ki so prišli kot neko upanje na rešitev, potlej pa se ta plan, ki sem ga imel, kako se bom rešil oziroma kako me bodo drugi rešili, ni iztekel tako, kot sem prvotno predvideval. Recimo po pol ure, mislim, mojega zasutja, da sem nad sabo zaslišal helikopter, bil sem zelo vzhičen. Ja, helikopter ve, kje sem, zdaj bo glas tega helikopterja postal vse glasnejši, spustili se bodo do mene, rešili me bojo. Ampak ja, nažalost ni šlo v to smer, helikopter je postajal vse tišji in tišji. Nekar se je glas helikopterja umaknil, kar je zame pomenilo seveda, da helikopter ne bo prišel. In poskušal sem najti po drugo, tretjo, četrto, peto rešitev za odkopavanje samega sebe. Po nekje 3 urah kopanja sem v bistvu uvidel, da mi je notranja stran moje kupole zmrznila in da druge opcije, kot da pridem do svojega telefona, ni bilo. Telefon sem imel v levem prstnem žepu, pozicija mojih rok je bila malo drugačna, tako da sem mogel najprej 2 uri porabiti, da sem si z levo roko oslobodil desno, da sem lahko segel v žep in poklical prijatelje. Ko so prejeli moj klic, je bila reševalna akcija zame že v drugi fazi, ne več v fazi reševanja, ampak v fazi iskanja ponesrečenca. Reševalci so v tistem trenutku na Norveškem že pospravljali opremo, zaradi tudi nevarnih razmer. Moji prijatelji so takrat ponovno aktivirali vse aktivnosti reševalcev. Reševalci so potem potrebovali še 2 uri, da so načrtovali akcijo, kako bodo prišli do mene, ali bo to po zraku, po vodi ali po kopnem. Odločili so se za pristop po vodi. Razmere so bile izjemno nevarne, oni so imeli tudi navodila, kolikor sem uspel z njimi govoriti po nesreči, da gre lahko tudi na kopno samo tako globoko, da se lahko v 10 sekundah umaknejo zaradi nevarnosti novih plazov. Kako pa je prišlo sploh do tega, da vas je plaz zasul? Tisti dan sva se z mojim soplezalcem odločila, da greva ob obalo, v bistvu na morje plezati en ledni slap. Tam je ena stena, kjer je več vodnih slapov na voljo za splezati. Jaz sem začela plezati na eno smer, ko so bila v 3. raztežaju, se je v sosednjem koloarju usul kar velik plaz. Takoj sva začela sestop. Med najnim sestopom se je v istem koloarju, kot se je sprožil prvotni plaz, sprožil se je še manjši plaz. Potem sem se spustila dol do ceste, to je cesta čisto ob morju. In ko smo se vračali proti avtu, vsi trije, tudi s 3. članico, smo v trenutku, ko smo prečkali plazovino, to je v bistvu material, ki sta ga prva 2 plaza nasula, z leve strani sprožil 3. plaz, ki je v bistvu nas odnesel. In kaj je bilo potem, ko vas je plaz odnesel? Kaj je bila takrat vaša prva misel? Ko je mene plaz zasul, je bila moja prva misel, to je torej občutek, ko te plaz zasuje.
Druga misel je bila dejansko res od teorije, ki sem jo poznal o plazih, ker sem obiskoval alpinistično šolo, da imam približno 15 minut časa, dokler mi ne zmanjka zraka. Dam, se pravi, 15 minut za svoj boj. Tretja misel je bila pa sigurno povezana z družino, ker so pol tisti mali, ne bom rekel grehi, ampak male obveznosti te vlečejo nazaj v življenje, ki si jih še nisi naredil, ki si jih predstavljal, male obveznosti do otrok, do družine, ki jih moraš še izvesti. Ti so tiste, ki te vlečejo nazaj in to je v bistvu tisti boost, bom rekel, mojemu boju, da sem pol odbojeval celo bitko. Da ste odbojevali celo bitko, kaj je po vašem mnenju bilo ključno, da so vas rešili, da lahko danes sedite tukaj z nami v studiu, delite to svojo izkušnjo z vsemi ostalimi, da ste lahko svojo družino, na katero ste tudi takoj pomislili? Se pravi, cela naša nesreča je bila sestav res nekih nesrečnih dogodkov, prav tako je bilo tudi rešitev mene, sestava nekih srečnih dogodkov. Zagotovo je bila najpomembnejša stvar to, da je moj soplezalec, ki je v bistvu plaz odnesel odnesel ga globoko v fjord noter, mislim, nekih 50 metrov globoko v fjord. Plaz, ki je padal za njim, ga je tudi potisnil na dno samega fjorda. On je bil v tistem momentu imel na sebi približno 10 do 15 kg plezalne opreme. Bil je tudi v pancerjih. Voda je imela 4 stopinje Celzija. On je pa kljub temu uspel izplavati po 10 sekundah, ko ga je plaz še zasuval na dnu. Uspel izplavati na površje, uspel preplavati 50 metrov nazaj do obale in še teči v bistvu do ceste, kjer je lahko poklical pomoč. To bi rekel, da je bilo ključno, da se je začelo dogajati že velik del akcije pred mojim klicem in seveda požrtvovalno delo vseh reševalcev. To vsakeč znova ponavljam, da vsi reševalci, tako tudi v Sloveniji, GRS-jevci, gorska policija, verjetno dokler nisi v taki situaciji, kot bi jaz, si res ne predstavljamo, da vsi ti ljudje zares tvegajo svoja življenja, da pomagajo v nesrečah, kot se je zgodila nam. In potem vas je našel reševalni pes Viski. Kako je to izgledalo? Ste ga vi videli, ste ga slišali? Kako je bilo s tem? V nekem trenutku je meni zvonil telefon, klicala me neznana norveška številka, spodaj je pisalo Tromsø. Jaz oglasil sem se seveda, na drugi strani je bila gospa, ki je rekla, da so reševalci na poti, če lahko dam nek signal. Jaz sem v tistem momentu rekel, lahko se samo zaderem oziroma zakričim, je rekla, dejte, ampak malo bolj previdno, da pazite energijo, da pazite tudi zrak, ki je še na voljo. Jaz sem v tistem momentu mislil, zdaj ali pa nikoli, zdaj možda vse od sebe, pričel sem kar glasno, kakor se je le dalo v tistem momentu kričati. Nad sabo sem v nekem momentu videl neko senco, kar je pomenilo, da je tudi luč nekje v bližini. Te sence so postajale vse intenzivnejše, potlej se je pa tudi površje nad mano zelo osvetlilo. Slišal sem škripanje snega, takrat sem vedel, da so reševalci res blizu. V telefon sem rekel, here they are, thank you. Potlej pa tisti moment, ko je sonda reševalca prebila mojo kupolo in je not zasijala svetloba od njihovih svetilk, je bil pa res novo rojstvo. Psa... Ste ga srečali, preden ste odšli? Ker ko smo spremljali prejšnji teden to vašo zgodbo, smo lahko prebrali v norveških medijih, da ste izrazili željo, da bi tega psa Viskija srečali. Ste ga, preden ste odšli v Slovenijo? Ja. Ko sem bil v bolnici, sem vodji celotne reševalne akcije rekel, da imam veliko željo psička Viskija in njegovega lastnika spoznati. To mi je mogoče, upeljal me na helikoptersko ploščad, v bistvu na helipad. Jaz sem si kot s tehnično afiniteto ogledoval opremo v helikopterju, na kar se za mano odprejo vrata, ven priteče en izjemno simpatičen border collie, skoči vame, jaz sem padel na kolena, seveda je bil to ekstremno čustven trenutek zame in sem bil res vesel, da mi je bilo to omogočeno, da sem spoznal psička, ki me je rešil.
Kakšen je po tej vaši izkušnji nasvet za ljudi, ki se recimo znajdejo v naravi ali pa tudi drugje, ne, v navidez nerešljivi situaciji po tej vaši izkušnji? Jaz že prej sem omenil, kako je moje reševanje potekalo v obliki potencialnih nagrad in velikih kazni, velikih upanj pa razočaranj. Jaz sem bil nekam takmu res preživetvenem nagonu, ta gon v meni vrniti se domov je bil res močen. In na koncu se je izkazalo, če bi poskusil 100 stvari in bi 100 stvari se izjalovilo, če ne bi poskusil 101, ne bi danes tukaj. Tako da ne glede na to, kako brez izhodna situacija mogoče izgleda v danem trenutku, ne obupajte, naredite vse, da se karte položijo vam v prid. Najlepša hvala, da ste bili naš gost in srečno mimogrede, kako dolgo bo trajalo okrevanje? Mislim, da zlom reber oziroma celjenje reber traja od 2 do 3 mesece, ampak ja, mislim, da bo to bolniška. To bo res mačji kašelj napram tem, kar ste preživeli. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala lepa.